Iz svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu rekel: pusti zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Koga dati na prvo mesto? Jezusa ali Janeza Krstnika? Ali pa v svojem življenju koga dati na prvo mesto? Kdo je največji? Za Janeza Krstnika je Jezus sam rekel, da je največji med rojenimi od žene. Za Jezusa pa vemo in verujemo, da je pravi Bog, poleg tega, da je rojen od žene. Torej, kdo je večji? Janez Krstnik, ko se mu Jezus približa, sploh ne dvomi, kdo je največji. In hoče, da bi svojevrstno hierarhijo tudi spoštovali. Se pravi, da bi Jezus krstil Janeza. Jezus pa želi izpolniti vso pravičnost, kot nam pravi sam. Celotno Božjo besedo, celotno Božjo voljo. Od samega začetka dalje. In Jezus se postavlja ne nad ljudi, da bi jih na silo odrešil. Ni odrešenja na ukaz. Ampak Jezus vzame nase človeške grehe. Postane služabnik za ljudi, tudi in predvsem zaradi grehov. Tudi mi smo prejeli krst, prejemamo sakramente, se Bogu priporočimo, se mu posvečujemo prav zaradi naše grešnosti. Grešnost ni ovira. Človek se lastne grešnosti, se pravi grehov, sposobnosti grešiti, ne more rešiti sam. Potrebuje pomoč od zunaj. Potrebuje nekoga, ki od greha ni odvisen, ki mu ni podvržen. Tudi v tem prihaja Bog naproti in se z grešnim človeštvom poistoveti, da bi ga odrešil grehov. Samo Jezus, pravi Bog in pravi človek, kot molimo tudi v veroizpovedi, to zmore. Kakor je po človeku prišel greh in še danes se greh tako dogaja, je prišla tudi smrt. In prav tako po človeku bo prišlo tudi odrešenje. Je že prišlo odrešenje. Izpolnitev vse pravičnosti, izpolnitev Božje besede. To se je zgodilo po Jezusu. Podobno kot Janez, pustimo Jezusu, da v celoti izpolni svoje poslanstvo v našem življenju. Vsakega izmed nas. Pustimo, da vzame nase breme naših grehov. Sami se ga ne moremo povsem rešiti. Sami se tudi ne moremo odrešiti. Pri najboljši volji in pri najboljših močeh. Ne uspe. Sprejmimo Jezusovo ponudbo
da bomo deležni tega, česar je on sam deležen, vstajenja. Krst, ki smo ga prejeli, predstavlja ta Jezusov vstop v naše življenje, da se tudi za nas v celoti uresničijo besede, da smo Božji ljubljeni otroci. Za vsakega od nas si Bog želi reči, da smo ljubljeni sin, ljubljena hči. Pustimo Bogu, da se to zgodi. Pustimo, da on naredi svoj del. Ker smo s krstom postali del Kristusovega telesa, ki je cerkev, imamo to priložnost biti deležni vstajenja. Skratka, pustimo Bogu, da stvari izpolni, kakor samo on zmore. Delajmo, za kar nas je poklical in kar nam je zaupal. Pri tem pa ne mislimo, da smo samozadostni, da je naš vrtiček, naše dvorišče, naše življenje in mi v njem vse, kar obstaja. Jezus je prišel osebno za nas. Pozna nas po imenu. Da bi nekoč vstopili v nebesa, ki so se ob njegovem krstu v Jordanu odprli.